Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši 463. pogovorni oddaji Med nami povedano. Danes je naša gostja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki jo pravzaprav vsi mi domačini dobro poznamo. In v veliko veselje mi je, Aleksandra, da te lahko pozdravim tukaj v tem našem priročnem studiu naše domače televizije. Dobrodošla torej v Ormožu, prišla pa si na zajtrk, ne? Ja, res je, no. Zagotovo je tudi meni prav posebno veselje in poseben občutek sodelovati in odgovarjati v domačem studiu prvič po nastopu moje nove funkcije na mesto ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In danes me je res pot prinesla v Ormož zaradi proslavljanja oziroma obeležitve Dneva slovenske hrane, ki ga bomo seveda prav posebej počastili z tradicionalnim slovenskim zajtrkom in zajtrkovala bom danes z učenci osnovne šole Ormož, ki je seveda tudi moja šola, ki sem jo nekoč v preteklosti pred davnimi, sploh ne vem kolikimi leti, tudi sama obiskovala. Kako pa ministrstvo sicer podpira slovenski zajtrk? Vsekakor je to projekt, ki je velikega pomena, ne, za celo Slovenijo. Zagotovo ima projekt prav poseben pomen in sicer tudi zelo širok kontekst. Torej leta 2012 je prišlo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije do potrditve, ki se je zgodila na vladi, in pač tega leta je bil potrjen vsak tretji petek v mesecu, torej letos 16.11. Na ta dan obeležujemo dan slovenske hrane, ki pa ga seveda nekako praznujemo z tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Seveda si bi mi želeli in si tudi prizadevamo, da bi takšnih dni bilo čim več. Zakaj? Zato, ker želimo osveščati slovensko javnost, v tem primeru še prav posebej otroke, o pomenu lokalne hrane, o pomenu tega, da je ta hrana v resnici veliko bolj zdrava, je sveža, da ne potrebuje dolgih poti, se pravi, da so tudi te poti, da pride hrana na naš krožnik kratke, kar pomeni posledično ne onesnažuje okolja, ne vpliva na izpuste se pravi tega prometa, da potem tudi seveda daje na nek način možnost za zaposlitve v domačem okolju, seveda tistim, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, in številne druge vidike. Predvsem pa seveda želimo že otrokom in pa mladi populaciji pokazati, kje in na kakšen način nastaja hrana. Mnogo otrok namreč še vedno nima možnosti oziroma ne spozna, da hrana nastaja res v neposredni naši bližini, da kakšen izjemen pomen ima to, da imamo možnost prehranjevati se zdravo in pa kakovostno, in jih seveda želimo o tem osvestiti in spodbuditi, da se tudi poslužujejo v čim večji meri domačih sestavin v prehrani in da seveda znajo to tudi ceniti. Letošnji dan slovenske hrane še prav posebej posvečamo eni posebni temi, in to je tema zdravja rodovitnih tal, se pravi prsti, ki pa ni sama po sebi umevna. Iz leta v leto smo seveda priča krčenju rodovitne prsti, številnim vplivom, ki vplivajo na slabšanje kakovosti, in kakovostna prst seveda je osnovni predpogoj, da na njej tudi zraste, se pravi zdrava, kakovostna in pa varna hrana. Torej z sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor letos še prav posebej posvečamo ta dan tej tematiki o prsti in pa o tleh, in bomo tudi o tem seznanjali in pa osveščali našo mladino. Kako pa je pravzaprav z temi naročili, kako na šolah konkretno naročujejo hrano, kakšna so priporočila ministrstva, na kakšen način jim pomagajo? Včasih so tudi nabavo teh surovin za slovenski zajtrk ministrstvo plača oziroma financira. Še vedno. Torej, tradicionalni slovenski zajtrk, ki je seveda sestavljen iz kruha, masla, medu in pa jabolka, torej še sedaj še vedno
financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer pokrije stroške, se pravi, nakupa teh živil, ki pa seveda morajo biti ne samo slovenska, ampak tudi lokalno, ne, se pravi, čim bolj lokalno vezana. Torej, mi jih spodbujamo na ta način, da seveda tudi z zakonom o javnem naročanju je predpisan odstotek živil, ki naj bi jih javni zavodi kupovali od lokalnih pridelovalcev. Zaenkrat je ta odstotek predviden na številki 20, se pravi 20% lokalnih sestavin, seveda pa si vsi želimo, da se ta odstotek dviguje. Obstaja še nekaj mehanizmov, s katerimi se lahko javni zavodi poslužujejo in lahko ta odstotek tudi dvignejo. To pomeni, da lahko določene sklope živil izvzemajo iz tega javnega naročila in jih v zaključenih, se pravi sklopih do 80.000 evrov, se pravi tudi presežejo oziroma grejo izven tega javnega naročanja in po naših podatkih, ki jih seveda beležimo za vse javne zavode v Sloveniji, ta odstotek tudi je višji in znaša približno 40%. Se pravi, okrog 40% hrane slovenske javne ustanove, predvsem šole, vrtci, naročajo od lokalnih pridelovalcev. Mi seveda tudi predpišemo, kolikšen del od teh živil naj bi bil ekološkega izvora in sicer se nahajamo trenutno v enem prehodnem obdobju. Do leta 2023 bi naj ta odstotek, se pravi, dvignili na 15. Trenutno je okrog 6% ekoloških živil, seveda pa počasi spodbujamo in si želimo, da se tudi ta odstotek dviguje. No, ministrica, si pravzaprav zelo kratek čas, ne? Ti je uspelo v tem času že dobiti en natančen pogled v vse to, kar se dogaja okrog kmetijstva, tako doma kot v tujini. Je sploh priložnost, da si se lahko seznanila z vsemi in težavami in seveda tudi z dobrimi zadevami? Ja, moram reči, da v teh prvih približno 2 mesecih oziroma dobrih 2 mesecih smo res delo začeli zelo intenzivno. Pri tem seveda moram povedati, da imam tudi odlično ekipo sodelavcev in da smo zelo hitro ujeli novi ritem, se pravi ritem v novi sestavi. Jaz mislim, da smo v teh 2 mesecih resnično spoznali že veliko tako priložnosti, kot seveda tudi tistih bolj šibkih točk, na katerih je treba še prav posebej delati in vlagati poseben napor, da smo v tem času opravili tudi že kar precej veliko število obiskov v tujini in da seveda redno odhajamo tudi v Bruselj, kjer se pa trenutno nahajamo res v enem izjemno pomembnem obdobju, ko se bo Slovenija začela intenzivno ukvarjati z pripravo nove strategije razvoja kmetijstva po letu 2020 in ta nova strategija bo predstavljala tudi podlago za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi, torej perspektivi 2021-2027. Seveda, ker ste me vprašali, ali smo že dobro spoznali situacijo, predvsem smo se v prvi fazi seveda ukvarjali z eno takšno analizo, pregledom stanja v slovenskem kmetijstvu in slovensko kmetijstvo prav gotovo lahko v nekaj točkah z določenimi specifikami hitro zaznamo oziroma opišemo in sicer prav gotovo slovensko kmetijstvo zaznamuje specifika velikega števila tradicionalnih družinskih kmetij, ki so velike nekaj manj kot 7 hektarjev v povprečju. Predvsem večja težava je na strani demografske strukture, ki je na slovenskih kmetijskih gospodarstvih precej visoka. Torej povprečna starost nosilca kmetijskega gospodarstva je 57 let, kar seveda predstavlja prav poseben izziv. Potrebno bo veliko dela na tem, da se poskuša te strukture pomladiti in za to pomladitvijo prav gotovo
vnesti tudi večji delež, se pravi nekoliko bolj inovativnega razmišljanja, vnašanja novih sodobnih tehnoloških pristopov v kmetijstvo, kar pa seveda na drugi strani bo potem prispevalo in se odražalo tudi v večji produktivnosti in pa v večji samooskrbi. Potem na drugi strani se slovensko kmetijstvo sooča z izrazitimi vplivi podnebja. V zadnjih letih smo priča številnim, se pravi vremenskim nevšečnostim, bodisi da gre za sušo, točo, razne vetrolome, ki smo mu bili pred kratkim priča v naši bližini, in temu področju bomo seveda tudi v prihodnje namenjali veliko pozornost. Seveda mi ne moremo vplivati na vremenske razmere, prav gotovo pa lahko naredimo veliko na področju upravljanja z tveganji, kar pomeni, da poskušamo kmetom čim bolj zmanjšati, se pravi vplivanje teh vremenskih pojavov na produktivnost oziroma na pridelavo njihovih pridelkov. Tukaj pomeni pač to, da bomo tudi v prihodnji finančni perspektivi poskušali veliko ukrepov namenjati temu, da se s primernimi tehnološkimi pristopi kmetje čim bolj zaščitijo. To so različna vlaganja v namakalne sisteme, protitočne zaščite, potem oroševanje za zaščito pred zmrzaljo, tudi drugačni tehnološki pristopi v samih postopkih pridelave in seveda s tem želimo čim bolj umiliti tovrstne vplive, ki pa se jim seveda izogniti ni mogoče. Torej, to so tiste neke ključne specifike, ki zaznamujejo naše kmetijstvo in s katerimi se soočamo danes, jih poskušamo seveda že danes upravljati z njimi, prav gotovo bomo pa temu veliko pozornost namenjali pri pripravi nove strategije razvoja slovenskega kmetijstva in pa takšnih ukrepov, ki bojo potem seveda omogočali tudi financiranje, ki bo vodilo v boljše stanje na vseh področjih slovenskega kmetijstva. No, kakšna pa je tvoja ocena, kako živi en mali kmet, ne? Problem v Sloveniji je tudi to, da so vse te naše kmetije zelo majhne, da so v hribovitih delih, da imajo precej razmetane parcele. No, kakšna je tvoja ocena, kako živi, kako se živi, ali lahko sploh preživi? Torej, res je, da slovensko kmetijstvo ima prav posebne specifike, ki se odražajo tudi na položaju slovenskega kmeta. Slovenske kmetije so resnično majhne in so precej razdrobljene. Zraven tega je še ta dejavnik, da se približno 85% slovenskih kmetijskih površin nahaja na območjih z omejenimi dejavniki. To pomeni, da je veliko teh kmetij na hribovskih, gorskih območjih, da imamo velik odstotek površin kmetijskih tudi v območjih Nature, več kot 30% površin, potem so še vodovarstvena območja in seveda to narekuje tudi prav posebno specifiko oziroma pristop k kmetovanju, ki pa seveda je za kmete nekoliko omejujoč. Vse to seveda govori o tem, da položaj povprečnega slovenskega kmeta zdaleč ni idealen in da je dejansko še veliko prostora za to, da vsi skupaj usmerjamo moči v to, da na tem, se pravi, izboljšanju položaja in pa kakovosti tako za delo, kot tudi za življenje slovenskega kmeta popravljamo oziroma izboljšujemo. Torej, z vsemi tistimi stvarmi, ki sem jih že prej naštela, prav gotovo to lahko tudi počnemo in zato seveda gre na podlagi teh dejstev, ki za slovensko kmetijstvo zagotovo veljajo, tudi razmišljati o ukrepih, s katerimi bomo to počeli. In naprimer za ta območja z posebnimi dejavniki prav gotovo moramo to vzeti v zakup in tudi osmišljati oziroma kreirati takšne pogoje, ki lahko na teh površinah nudijo tudi možnost za konkurenčno pridelavo.
Torej, mi se ravno v teh trenutkih pripravljamo na pripravo strategije, ki pa smo jo seveda začeli za temeljito analizo stanja, pregledom ukrepov, ki smo jih v obstoječi finančni perspektivi peljali in seveda pregledom možnosti, kje lahko položaj oziroma te ukrepe še izboljšamo in naredimo kmetovanje pod temi pač specifikami, ki so za slovensko kmetijstvo značilne, še bolj učinkovito. Torej tudi Evropska unija k prihodnji finančni perspektivi pristopa z novostjo oziroma s prav posebnim pristopom, kjer omogoča vsem državam članicam, da bojo na podlagi svojih pogojev, ki so specifični za državo, kreirale svojo lastno strategijo. Torej, če je do zdaj veljalo, da je nekako Evropska unija bila tista, ki je predpisala pogoje za črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi, nova finančno perspektivo prepuščajo državam članicam. To seveda ne pomeni, da Evropska unija nima svojih predpisov in zahtev, seveda jih ima, ampak mi bomo dejansko lahko to prilagodili svojim pogojem. In tukaj jaz vidim ne samo priložnost, ampak tudi izjemno veliko odgovornost, da bomo dejansko naredili dobro analizo stanja, da si bomo zastavili dobre cilje, kaj želimo v prihodnosti, prihodnjih 7 letih od slovenskega kmetijstva in da bomo potem načrtovali takšne ukrepe, ki bojo vodili seveda k doseganju teh ciljev. Tukaj torej ne moremo več govoriti o tem, da bo Slovenija zgolj slepo sledila nekim evropskim ustaljenim praksam, ampak imamo tokrat res možnost, da se jih prilagodimo na svoje stanje. Glede na te območja z omejenimi dejavniki, prav gotovo tukaj vidimo izjemno veliko priložnosti za ekološko kmetovanje, ki ima v Sloveniji še veliko prostora in možnosti in seveda bomo v to smer usmerjali tudi več spodbud. Potem, kot sem omenila že na začetku, čim bolj se bomo poskušali usmerjati v to, da zmanjšamo tveganja različnih podnebnih sprememb. Skušali se bomo soočiti z tem, da popravimo demografsko strukturo slovenskih kmetij, se pravi spodbude mladim kmetom, mladim prevzemnikom, da ostajajo na kmetijah, da prevzemajo kmetije od svojih staršev in da posledično s tem višamo tudi stopnjo izobraženosti, kakor tudi inovativne principe, se pravi inovativne pristope, sodobne tehnološke pristope, ki bojo seveda v prid večji produktivnosti slovenskega kmetijstva. Torej, čaka vas zelo težko delo, ne? Glede na to vse, kar ste povedali. No, kakšne pa bi te vzpodbude recimo naj bile, tako da si morda že lahko malo predstavljajo vsi tisti, ki to poslušajo in jih to zanima, čeprav se zdi nam, ki opazujemo vse skupaj od strani, da vseeno država dobro poskrbi, ne, za kmete, s subvencijami in tako dalje. Torej, dejstvo je, da seveda teh sredstev ni malo, teh sredstev je kar veliko in če govorimo o celotni finančni perspektivi in o znesku 1,6 milijarde evra, jaz mislim, da dejansko sredstev je na voljo dovolj. Treba je resnično zelo pozorno načrtovati ukrepe, ki jih bomo z temi sredstvi podprli. In jaz tukaj popolnoma zagovarjam pristop, najprej je treba zastaviti cilje. Torej, najprej je treba vedeti, kaj želimo in potem ukrepe usmeriti v te cilje. In če sem v prejšnji točki povedala, kje vidimo tiste izzive, si bomo seveda na podlagi teh zastavili konkretne cilje. Prav gotovo bomo pregledali, katere so tiste finančne spodbude oziroma ukrepi, ki so že v tem trenutku dobro zastavljene in jih seveda želimo ohraniti, mogoče z kakšnimi manjšimi spremembami, korekcijami, s katerimi se ukvarjamo predvsem v prvem stebru, če se pravi to financiranje iz strani Evropske unije razdeljeno v 2 stebra. V prvem stebru govorimo o neposrednih spodbudah, ki so vezane direktno na, se pravi, kmetijo, na površino in pa na produktivnost. In v drugem stebru so pa potem programi za razvoj podeželja. Prav gotovo, želela sem povedati še, da se mogoče v
prvem delu v tem trenutku že ukvarjamo tudi z določenimi kalkulacijami, kar bi želeli mogoče mičkeno določene obstoječe ukrepe spremeniti, tudi v pogledu, se pravi, nekaterih večjih strukturnih sprememb. Mi bomo morali tudi tukaj narediti en dober razmislek o tem, kako razporediti, se pravi, plačila in kako dejansko narediti razliko med tistimi kmeti, ki se pravi, se s kmetovanjem ukvarjajo in so izjemno pomembni z vidika ohranjanja podeželja, lastne samooskrbe, potem zagotavljanja delovnih mest zase, za svoje družinske člane, in pa med tistimi kmeti, ki pa seveda pridelujejo tudi za trg. Torej, tukaj se že ukvarjamo z tem vprašanjem, določene skupine predvidevajo tudi že nekakšne informativne izračune in tukaj bomo seveda v sodelovanju z kmeti in z njihovimi različnimi oblikami združenj poskušali iskati najboljše možne rešitve tudi za prihodnjo finančno perspektivo. Prav gotovo bomo ohranjali plačila za mlade kmete, spodbude za mlade prevzemnike, kajti ta ukrep je že sedaj eden najboljše črpanih ukrepov in po njem dejansko obstaja velik interes. Potem seveda gre v nadaljevanju razmišljati takoj o vlaganjih v sodobno tehnološko opremo. Se pravi, mladi kmet, ko prevzame kmetijo, se seveda sooči takoj s tem, da želi kmetijo posodobiti, da želi vnesti nove inovativne metode, tehnološke principe in tudi ti ukrepi so že sedaj dobro črpani, zato jih seveda želimo ohranjati tudi v prihodnje. In kar nekaj je že razmišljanj, seveda, v smeri doseganja tistih ciljev, ki si jih že zastavljamo. Prav gotovo pa nas v tem letu, ki prihaja, torej v letu 2019, čaka ne samo težko, ampak jaz pogosto poudarim, da tudi izjemno odgovorno delo. Mi moramo namreč do 1.1.2020 Evropski komisiji predložiti novo strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in seveda v letu 2019 se bo potrebno soočiti z tem izzivom. Mi seveda tega ne želimo in ne nameravamo početi sami, zato smo za ta namen že oblikovali širše in ožje delovne skupine, v katerih so dejansko udeleženi tudi vsi deležniki, ki se na kakršenkoli način dotaknejo razvoja slovenskega kmetijstva. Se pravi, od kmetov do različnih združenj, zadružne zveze, kmetijske gospodarske zbornice, predstavnikov šolstva, razvojnikov. Torej, dejansko smo poskušali zajeti izjemno širok krog deležnikov, ki se pravi prispevajo in morajo prispevati k nadaljnjemu razvoju slovenskega kmetijstva in seveda bomo skupaj z njimi tekom prihodnjega leta poskušali pripraviti najboljšo možno strategijo, ki pa bo potem nekako zaznamovala slovensko kmetijstvo za obdobje prihodnjih 7 let, ko bomo seveda črpali sredstva za prihodnjo finančno perspektivo. To pomeni, da so takšne skupine že zorganizirane, tudi na tem našem območju. Tako, te skupine so imenovane, te skupine so v okviru ministrstva oziroma jih koordiniramo na ministrstvo in seveda v te skupine ni moč zajeti vseh deležnikov. Zdaj, če bi te skupine obsegale 100 in več ljudi, je seveda to popolnoma neprimerno za konstruktivno in pa strokovno delo. Zato so v teh skupinah predstavniki določenih združenj oziroma skupin ljudi, ki pa seveda morajo potem svoje delo opraviti na terenu. In če imamo recimo v skupini predstavnike Kmetijske gospodarske zbornice območnih enot iz tega območja, jih mi potem seveda spodbujamo oziroma želimo, da oni opravijo svoje delo na terenu in da v Ljubljano prihajajo že z nekimi oblikovanimi stališči in pa sklepi, ki bojo seveda nam pomoč, hkrati bojo pa odražali potrebe na terenu. Tudi sama sem izjemno veliko prisotna na terenu, torej srečujem se redno z kmeti, z različnimi oblikami njihovih združenj, kajti to se mi zdi najboljši in edini pravilen način, da dejansko tudi slišimo glas terena, da slišimo dejanske izzive in pa potrebe, ki jih seveda potem vključujemo v naše razmišljanja o kreiranju prihodnjih razvojnih strategij.
Hvala lepa za vse te odgovore. Za konec, žal, ne, se moramo posloviti kar hitro, ne, čeprav bi še bilo vprašanj. Ampak to krog vrši seveda vprašanje med ljudstvom, ne, oziroma predvsem med vinogradniki o prodaji grozdja. Ne. Problem je nastal, ker pač Ormoška klet ne bo več odkupovala takšnih količin, ne, in Ptujska kmetijska zadruga ima velike težave. Lahko v tem primeru sploh kmetijstvo kaj pripomore ali kaj zlobira, recimo? Torej, prav gotovo problem mi je že poznan, z njim smo se seveda že soočili, tudi na, bom rekla, političnem nivoju, na nivoju problematika je bila tudi že predstavljena v Državnem zboru in mi smo ravno v tem trenutku v fazi dogovarjanja tudi srečanj oziroma sestanka, tako s predstavniki, se pravi podjetja P&F Ormož, kot na drugi strani tudi z vinogradniki. Seveda nam je interes, da poskušamo spodbuditi vendar sodelovanje med njimi in poskušati pomagati pri tem, da pridelovalci tudi, se pravi, pridajo do čim boljšega dogovora. Prav gotovo direkten vpliv na poslovne odločitve njihove ni v naši moči. Želimo pa si v nekem konstruktivnem dialogu vendar pospešiti to vrstne oziroma pomagati pri to vrstnih pogovorih in kolikor je v naši moči, seveda pridelovalcem pri tem biti tudi v pomoč. Zdaj, da mi to počnemo z različnimi ukrepi, ki spodbujajo vinogradništvo in na ta način želimo pomagati, je dejstvo, da pa lahko pomagamo tudi pri dogovarjanju odkupa. Seveda mi lahko pri tem poskušamo, kot sem rekla, z dogovori oziroma z nekim poskusom dobrih dogovorov, žal pa na poslovne odločitve teh zasebnih sistemov nimamo direktnega vpliva. Vsekakor, in to bojo verjetno vinogradniki morali razumeti, ne, čeprav veliko upanja vlagajo, ne, sedaj v tebe, ne, kot novo ministrico. Aleksandra, hvala lepa za čas, ki si se ga odmerila. Vem, da imaš zelo napet urnik. Dober tek ti želimo, ne, glede na to, da se odpravljaš v šolo na slovenski zajtrk. Predvsem pa veliko uspeha, s upanjem, da morda čez kakšno leto, dve se spet tukaj znajdemo. Srečno! Hvala lepa, hvala za povabilo. Naj izkoristim priložnost, seveda, da pozdravim še vse moje Ormožane, Ormožanke in da povem, da se seveda prav vesela tega povabila in da se bom seveda prihodnje tudi z veseljem udeležila še ne samo vaše oddaje, ampak tudi kakšnega srečanja in pa druženja z mojimi sokrajani in sokrajankami. Hvala lepa vam za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Se vidimo prihodnji teden. Srečno do takrat.